Razstava Nevidna roka deluje na več nivojih. Po eni strani gre za barvito poletno razstavo, ki v Maribor prinaša 10 avtorjev iz bazena Srednje Evrope. To so avtorji iz Madžarske, Poljske, Avstrije, Nemčije, Francije, Slovenije, ki so nekako črpani iz tega spektra milenijske generacije. To pomeni, da imamo na eni strani avtorja, kot je Alex Macedo, ki je pravkar končal akademijo na Dunaju in je nekako zadnja generacija milenijcev, ki zapuščajo izobraževalni sistem. Po drugi strani imamo pa avtorico, kot je Zsófia Keresztes, Madžarka, ki je lani že zastopala svojo državo, Madžarsko, na Beneškem bienalu, torej že etablirana umetnica. Po drugi strani pa ta razstava obravnava vprašanje podobe in prostorov, kjer danes podoba nastaja, kje se širi, kje najde občinstvo. Podobo razumemo v večjih pogledih. Po eni strani čisto likovno podobo, torej motiv, ki so ga umetniki na razstavi nekako izčistili, ustvarili kompleksne, detajlirane svoje svetove, zato so tudi na razstavi postavljeni v samostojnih prostorih, vsak izmed avtorjev in avtoric. No, drugi nivo podobe je vprašanje reprodukcije te podobe, reprezentacije, slike, kipa, dela, predvsem v digitalnem smislu, ki se širi po spletu, kjer tudi doseže največ občinstva. In na koncu vprašanje podobe umetnika samega, torej imidž umetnika. Kako danes umetnik predstavlja, reprezentira sebe, kako komunicira svoje delo, svoje prostore, v katerih se giba, mreže, v katerih deluje in kako to predvsem v spletnem prostoru prenaša ven. No, ko govorimo o prostorih, pa v podnaslovu razstave Nevidna roka, podoba od ateljeja do algoritma, razmišljamo o teh dveh prostorih, ateljeju in algoritmu, kot dva skrajna prostora, kjer sodobna umetnost danes je. Po eni strani je to atelje, še vedno posvečen prostor, kjer v neki izolaciji umetnik ali umetnica rokuje z materialom, kjer v neki kontemplaciji nastaja umetniško delo. In druga skrajnost, algoritem, torej splet, kjer se danes podoba prebija skozi sito prenasičenosti s podobami. Predstavljamo avtorje, ki nekako iščejo in najdejo pot skozi to prenasičenost s podobami in se sprašujemo, kaj je na njihovih podobah takega, da je to mogoče. No, tukaj smo v galeriji, ki pa je nekako razumljena kot nek odvod oziroma nek liminalen prostor sodobne umetnosti, torej med algoritmom in ateljejem oziroma ateljejem in algoritmom, kjer mogoče danes je nekako posreden prostor, kjer umetnost ni najbolj opažena, najbolj opažena je na spletu, tam, kjer jo neproporcionalno več ljudi lahko vidi v reprodukciji, vendarle pa ima galerija neko posebno mesto v sodobni umetnosti, saj je tukaj lahko občinstvo še vedno v neposrednem stiku z umetniškim delom, z materialnostjo umetniškega dela. Algoritem je danes tudi povratna informacija za umetnike. Predvsem po obdobju pandemije, ko ravno galerijski prostor ni bil na voljo, so umetniki še pospešeno vstopili na splet in tam objavljali reprodukcije svojih del. Algoritem ponudi povratno informacijo, ker beleži
oglede, klike, lajke in to lahko obravnavamo z neko mero cinizma, pravzaprav zelo preprosto rečeno, če umetnik objavi ali umetnica 10 reprodukcij svojih del na Instagramu in eno doseže neprimerljivo več ljudi, je priljubljeno, umetnik ali umetnica dobiva odzive na to delo, komentarje, sporočila, zanimajo se ljudje za nakup, je to mogoče lahko videno kot povratna informacija za umetnika, da nekaj na tej podobi funkcionira. V duhu modernizma, ki nas še vedno do neke mere bremeni, lahko razumemo to povratno informacijo kot nekaj, kar ni zaželeno, nekaj, kar naj umetnik ne bi bil torej dovzeten za na koncu popularne interese, vendar pa to ni nekaj, kar je novega. Za mano je delo Natalije Kulke, poljske umetnice, ki v svojih delih za izhodiščno točko jemlje obstoječe zgodovinska umetniška dela iz umetnostne zgodovine, kiparstvo, slikarstvo in jih potem nekako interpretira. Eno izmed del, ki jih interpretira pogosto, je delo slikarja Lukasa Kranaha iz 16. stoletja in zanimivo je, da v njegovem ateljeju so nekateri motivi nastajali pogosteje. To so recimo motivi Adama in Eve, Lukrecije in pa portret Martina Lutherja. In to se je zgodilo zato, ker je umetnik oziroma njegov studio oziroma atelje dobil neko povratno informacijo od njegovih naročnikov, da so to zaželeni motivi in jih je seveda večkrat upodobil. To se lahko aplicira tudi na današnji čas, ravno skozi vprašanje algoritma. Kar na tej razstavi obravnavamo, je tudi vprašanje umetnostnega trga in kako danes umetniki dosežejo tržišče. Včasih je umetnik bil omejen na lokalno okolje in kaprice tega lokalnega okolja, na neke nareke, na neke poglede, ki jih je lokalno okolje imelo do umetnosti in je narekovalo, kaj je tisto, kar se prebije skozi vrata umetnostnega sveta, kaj vstopi v institucije in posredno tudi na trg. Danes pa lahko umetnik prebije to, zaobide tega čuvaja vrat umetnostnega sistema in na spletu poišče svoje občinstvo, ki je lahko pravzaprav precej nišno, mogoče nagovarja nek mali procent prebivalstva, ampak v globalnem smislu pa je lahko potem to kar množično. Splet ima svoje prednosti in svoje slabosti. Prednost je ravno že omenjen, torej ta globalni dostop. Po drugi strani pa je slabost to, da je umetnik danes postavljen v vloge, ki včasih niso bile vloge umetnika, torej v prvi vrsti umetnik tisti, ki ustvarja umetniška dela, ne pa se ukvarja toliko z komunikacijo sebe in svoje umetnosti v svetu in danes mora umetnik skoraj postati svoj publicist, PR-ovec, menedžer in če je v tem uspešen, to pomeni, da lahko doseže občinstvo od Miamija do Tajvana. Je pa pač seveda to vprašanje, ki ga moramo nasloviti, če hočemo razmišljati o vlogi umetnika v današnjem svetu. Kar je značilno za nekatere umetnike na tej razstavi, je, da so rasli v nekem izobraževalnem sistemu, kjer jim je bila roka, lahko tako rečemo, vodena. Nekaterim izmed njih, recimo Matija Bobičič ali pa Evgen Čopi Gorišek, so
potem si vzeli nekaj časa, neko obdobje hibernacije, kjer so razvili svojo prepoznavno podobo, figuro, predvsem figuro, ki je potem bila z njihove strani lansirana in doživela uspeh. In zanimivo je, da oba ta umetnika, Matija Bobičič in Evgen Čopi-Gorišek, nagovarjata, lahko bi rekli, v nekaterih pogledih neka nišna občinstva. Če izpostavimo recimo pri Matiji Bobičiču, se pogosto pojavljajo športni copati, teniski, superge in umetnik sam je povedal, da pravzaprav je to eno izmed njegovih nišnih občinstev, torej te podobe, ki imajo te športne copate, nagovarjajo tako imenovane sneakerheads, torej to so ljubitelji, zbiratelji, obsedenci z teniski in recimo se je te podobe, te figure, ki nosijo te copate, so se znašle na nekih forumih, na portalih, ki so namenjeni zbirateljem teh teniških copat. In to je recimo eno izmed njegovih občinstev, ki ga seveda v Sloveniji, če bi bil omejen na ta prostor, ne bi našel v takem obsegu tega občinstva. Evgen Čopi-Gorišek je zanimiv, njegovi nekako sklopi so vezani na modo, na svet mode in na svet športa, ustvarja cikle, ki so povezani s tenisom ali z košarko. In gotovo sem prepričan, da ljubitelji, torej presečišče ljubiteljev sodobne umetnosti in košarke ali sodobne umetnosti in tenisa bo našlo njegovo podobo in jih bo verjetno prepričalo v nakup. Prva asociacija na naslov razstave Nevidna roka je po mojem, predvsem v angleščini Invisible Hand, ta nevidna roka prostega trga, torej Invisible Hand of the Free Market, ki govori o tem, špekulira o tem, da naj bi trg reguliral sam sebe benevolentno, kar je seveda po mojem zmotno prepričanje, ampak mislim, da v kontekstu te razstave gre za neke vrste provokacijo, ravno v tem smislu, kako danes umetniki zaobidejo sistem, ki bi mu lahko rekli, da je reguliran, in iščejo svojo pot drugače. Potem drug pomen nevidne roke je pa ta odnos med roko in umetniškim delom, torej materialnostjo umetniškega dela, kjer je roka prisotna, vidna, in na tej razstavi pravzaprav predstavljamo dela, ki so materialna, unikatna, kjer vidimo umetnikovo roko, kar je pa nek nivo ironije je, da umetniki pravzaprav na tej razstavi v večini svoje delo kažejo na spletu, kjer je ta roka nekako izbrisana. In na tej razstavi, v tem prostoru, v Umetnostni galeriji Maribor, ponudimo občinstvu, da spet vidi roko umetnika od blizu, se približa umetniškim delom in prepozna to, kar je za spletom izgubljeno.